Halo, dober dan. V današnjem videu vam bom pokazala, kako se naredi angleško kito. Torej, ko imamo lepo počesane lase, tako. In to, kot smo se prejšnjič pogovarjali, če so lasje bolj živi, jih lahko namažemo s kremo. Torej, malo si jo damo na roko, razmažemo po dlaneh in takole malo počešemo s prsti. To je, da se krema enakomerno porazporedi po laseh, tudi spodaj. Tako, da nam lasje ne bodo toliko uhajali. Tako, pa še malo počešemo. Prejšnjič smo začeli kito tako, da smo najprej naredili čop. Danes pa bomo poskusili narediti brez čopa. To je že malo bolj zahtevno, zato ker so lasje vsak na svoji strani na začetku. In zato moramo biti toliko bolj previdni. Fino je, da damo lase tako za ušesa. Jih malo počešemo s prsti, da so lepo urejeni. Potem pa jih lahko razdelimo na 3 dele, tako kot smo to naredili prejšnjič. To pomeni, vzamemo 2 prsta, jih damo spodaj in potegnemo skozi. Potem pa malo poskusimo, če so vsi deli enako debeli, in če je kakšen debelejši, lahko še malo prestavimo prst, da grejo lasje v tistega, ki je malo bolj tanek. Tako, da so približno enakomerni. Potem pa lase med seboj ločimo, tako na lev čop, na desen čop in na sredinski čop. Tako. In zdaj, ko imamo ločene lase, se lahko lotimo pletenja. Enako kot smo to naredili pri navadni kiti iz čopa. Torej, držimo desen čop in lev čop in začnemo z desnim čez sredinskega. In tukaj z levo roko primemo desen čop. Zdaj pa, ker prej nismo naredili čopa iz vseh las, nam lasje začnejo radi malo bolj štrleti tukaj po glavi, a ne. Zato poskusimo ta čop res trdno prijeti. Tega, ko smo dali, torej desnega, ki smo ga dali čez sredinskega, da ga trdno primemo. Ga takole počešemo, še popravimo, da gre lepo za ušesi. Tako, da ni nikjer nobenih gubic. Tako, in zdaj lahko nadaljujemo. Ves čas, enako kot sem to govorila prejšnjič, pazimo, da se čopki med seboj ne mešajo. To pomeni, da lasje iz sredinskega čopa ne grejo v desnega ali levega. To moramo biti zelo pozorni. Zdaj pa z desno roko primemo ta čop, ki je bil prej sredinski. Ga damo na desno stran. Potem pa takole s palcem in kazalcem primemo sredinski čop, torej tisti, ki je bil prej desni. In levega damo tukaj čez. Jaz ga primam kar s sredincem, ki je tukaj prost. Tako, in ga poskusim stisniti k sebi. Tako, in zdaj še levi čop. Tako počešemo, da nikjer nič ne štrli, da je urejeno.